Kaj ugotavljamo? Dokumentacija projekta, ki seveda teče že skoraj 20 let, je neurejena. Sicer je ministrstvo v teku izvajanja revizije pridobilo veliko dokumentacije iz različnih naslovnikov, vendar je ta še vedno nepopolna. V tem obdobju se je s projektom NUK ukvarjala, v obdobju revidiranja, ukvarjala pretežno ena oseba, in sicer generalni sekretar ministrstva. Njegovemu naporu seveda in entuziazmu ne gre oporekati in ga tudi posebej ne izpostavljamo v revizijskem poročilu. Vendar za vodenje tako kompleksnega projekta ocenjujemo, da to ni zadosten kadrovski potencial, ki bi se moral ukvarjati z takšnim projektom. Nejasno so predvsem razmerja med gradbenim odborom in projektno skupino za izgradnjo. Kaj to pomeni? Gradbeni odbor so sestavljali člani vlade, ministri za kulturo, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in tako naprej, vse od uvedbe projekta, ter odgovorne osebe NUK-a, CTK-ja in mestne občine Ljubljana ter nekaterih drugih institucij. V 16 letih se je ta odbor sestal 14-krat, zadnjič v letu 2006. V njem se je zvrstilo kar 76 oziroma 67, najmanj 67, koliko smo uspeli preveriti po dokumentaciji, različnih oseb, po večini funkcionarjev, ki so imeli seveda očitno različno močne ambicije po ureditvi oziroma realizaciji tega projekta. Razmerja oziroma odgovornosti tega gradbenega odbora niso povsem jasne. Predvsem pa niso jasne razmerja med projektno skupino za izgradnjo, ki je ožja skupina v okviru ministrstva. In odgovornosti seveda niso razdeljene, čemur pripisujemo pomemben del razlogov za zastoj v realizaciji tega projekta. Nenazadnje je potrebno omeniti tudi koordinacijsko vlogo službe vlade za razvoj v skladu s preomenjeno resolucijo, ki ni povsem jasna. Posledica nejasnosti teh vlog in odgovornosti po našem mnenju lahko močno ogrozi realizacijo dokončanja prve faze izgradnje NUK-a, poleg nekaterih drugih elementov, ki jih bomo omenili v nadaljevanju. Ministrstvo je sicer predložilo pred zaključkom revizije terminski načrt za prvo fazo, vendar terminskega načrta za drugo fazo in tretjo fazo nima v tem trenutku. Kako pa je s financiranjem projekta, kar je seveda za Računsko sodišče zelo pomembno vprašanje? Do konca leta 2007 je bilo za projekt izgradnje te knjižnice po naši konzervativni oceni, poudarjam po naši konzervativni oceni, zakaj? Kajti tega celotnega zneska, s tem celotnim zneskom ne razpolaga kot na dokumentiran način nihče, temveč so ga mogli rekonstruirati iz različnih virov. Torej je bilo porabljenih že vsaj 29,3 milijona evrov ali izraženo v tolerih 7 milijard slovenskih tolarjev, kar v primerjavi recimo predstavlja 35 tisoč poprečnih plač v Republiki Sloveniji v tem trenutku. To je rang velikosti stroškov tega projekta. Od tega je prispevek MOL ocenjen na vsaj 7,5% tega zneska, ker jasnih evidenc ni, zlasti v prvem obdobju. Je to konzervativna ocena in je verjetno prispevek tako MOL-a kot države celo podcenjen. Vendar za takšno konzervativno oceno znamo rekonstruirati, gre pa seveda za revaloriziran znesek. V letu 2007, kar pa seveda znamo dokumentirati, je bilo na primer za ta projekt porabljenih 618 tisoč evrov. Kako pa je s financiranjem v prihodnje? V prihodnje so sredstva za dokončanje celotnega projekta le deloma zagotovljena. Gradnja naj bi se financirala v glavnem iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije in sredstev, ki še niso zagotovljena. Celotna vrednost projekta, dokončanja celega projekta od te faze dalje, od tega stanja dalje, pa je ocenjena na 90 milijonov evrov. Od tega je bilo z arhitektom ali
projektivnim ateljejem, izbrane natečajne rešitve, arhitekture, ki pa je že polnoletna, sklenjenih preko 375 milijonov dolarjev pogodb. Posebej smo se fokusirali v revizijskem poročilu na vprašanja povezana z lokacijo za gradnjo, kar je nekoliko neobičajno za računsko sodišče, vendar za celotno stanje seveda mimo tega nismo mogli. Kaj se dogaja z lokacijo za gradnjo? Ministrstvo še ne razpolaga z vsemi potrebnimi zemljišči za pridobitev gradbenega dovoljenja in seveda začetek gradnje. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč je projekt v letu 2002 predvideval, da imamo 35.000 kvadratnih metrov uporabnih površin, v letu 2007 pa le še 21.000 kvadratnih metrov uporabnih površin. Kar je pomemben podatek, ki priča o tem, da se seveda tudi sam projekt korenito spreminja in smo ga tudi nekoliko bolj prikazali v našem revizijskem poročilu. Podal bom samo en primer naših revizijskih razkritij, ki bi vas prepričal o naših metodah dela. In sicer v teku revizije smo ugotovili celo, da stečajni oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani sklepal izbrisu zastavne pravice na eni izmed parcel, ki je seveda problematična za gradnjo, zemljiški knjigi ni poslalo več kot leto dni, temveč le po našem opozorilu. Na podlagi sedanjih izkušenj pri pridobivanju parcel opozarjamo tudi na morebitne težave pri pridobivanju soglasij za gradnjo in sicer v povezavi z verjetno pomembnim vplivnim območjem nove stavbe. Poleg tega obstaja tveganje povezano z nedotakljivostjo sosedne parcele, glede na projekt. Ne nazadnje pa velja omeniti, da stanje nepremičnin za drugo in tretjo fazo je v tem trenutku neurejeno. Druga in tretja faza pa je po našem mnenju nujno potrebna za dokončanje takšnega projekta. V nadaljevanju bomo bolj podrobno razložili, kaj se v posamezni fazi pomeni. Trenutno stanje torej ne omogoča, da bi ministrstvo vložilo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo prve faze objekta, ki ne bi bil končan do leta 2011, brez da upoštevamo seveda morebitne zaplete pri projektiranju, izvajanju javnih razpisov, pridobivanju izvajalcev in tako naprej.